Torej, ko govorimo o sežigu odpadkov, se ta odvija v Sloveniji na dva načina. Lahko v sežigalnicah odpadkov, ki so primarno postavljene, narejene in formirane v ta namen, in v sosežigalnicah, ki sicer počnejo nekaj drugega, ampak tudi zraven sežigajo odpadke, bodi si zato, ker se splača, bodi si zato, ker so odpadki energent za neko drugo dejavnost. In zdaj, kakšen vpliv pa ima sežiganje odpadkov v obeh, oziroma kakšen vpliv dovoljujejo te mejne vrednosti, tle so pa stvari zastavljene drugače. Torej, pri sežigalnicah, pri tistih, ki počnejo sežig, samo in izključno sežig, je mejna vrednost postavljena bistveno nižje, mejna vrednost tistega, kar lahko spustijo v zrak, bistveno nižje, kot v obratih, ki odpadke sosežigajo oziroma ki jih sežigajo kot stransko dejavnost k nečem drugem. Počnejo isto stvar, ampak v zrak lahko spustijo eni več, drugi manj, oprostite izrazu, svinjarije. In zdaj, kar poskušamo v poslanski skupini Levica z amandmajem storiti, je to neenakost odpraviti in še posebej na tistem naslovu, seveda pri sosežigu, kjer jim je dovoljeno, po domače povedano, več, bolj regulirati. In zdaj, jaz se ne strinjam, minister, z vami, da je tukaj treba še stroki dati glas, ker v glavnem govorimo o Anhovem, saj vemo, v Trbovljah smo že ta problem sorazmerno odpravili, drugega tega večjega problema ob Anhovem ni, ampak stroka se je tukaj že oglasila. Pred enim letom je slovensko javnost nagovorilo, mislim, da 314 ali neka nora številka, 314 zdravnikov, ki so rekli, ne, slaba zdravstvena, katastrofalna zdravstvena situacija prebivalk in prebivalcev v Anhovem je neposredno povezana s tem, da se tam izvaja sosežig nevarnih odpadkov. In to niso kar eni zdravniki, ki so ne vem od kje prišli, govorimo o zdravnikih z oddelka za pljučne bolezni v UKC-ju, pa o Centru za klinično toksikologijo, pa o pediatrični kliniki UKC, pa v Desklah, lokalni zdravniki, pa predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, dr. Metoda Dodič Fikfak, pa NIJZ in tako naprej. 314, tako rekoč najbolj vrhnjega roba slovenske zdravstvene stroke se je tukaj oglasila.